Ko so folk in dobrodošli v 10K Calorie Challenge. Lih, kar sem se zbudil danes, ki snemam, to je nedelja. Tako da lih prav, da začnemo današnji challenge. Preden začnemo z hrano, z uživanjem v hrani, ker sem že ful lačen in hočem začeti z zajtrkom. Ne pozabiti folk spustiti like, klikniti subscribe, absolutno za ta crazy challenge. I think we can get started. Let's go eat breakfast. Pravila današnjega challengea so folk, da moram do konca dneva oziroma do polnoči pojesti 10.000 kalorij in da se tekoče kalorije ne štejejo. Tako da, very simple. Ne vem, jaz osebno mislim, da mi bo uspelo še kar lagano. Ampak we shall see. We shall see. Za zajtrk folk sem začel res z sladkim, glede na to, da sem jaz tudi ful velik fan kosmičev, so prva stvar tej Kellogg's kosmiči polnjeni z čokolado. To je celotna vreča kosmičev, tu notri je 375 gramov kosmičev in na 100 gramov imajo tej kosmiči 455 kalorij. Tako da na koncu zajtrka ne vem, če bom pojedel celo vrečo, bom pa pokazal, koliko je še. Ni to vse. Milka Cookie Sensations Oreo filling. Notri je 6 biškotov, vsak biškot ima 134 kalorij. Tako da teh 6 pojem v easy. Prvi obrok, let's go. Komentiraj glede kosmičev, kaj daš prej. Kot ste videli, jaz sem normalen človek. Pač, razumeš, jaz sem normalen človek, nisem psihopat. Dal sem prvo kosmiče in zdaj sem dal mleko, da točno vem, kakšno je razmerje. Napišite v komentar in upam, da ste vsi normalni, da ni nobenega psihopata folk. Gremo probati cookie. Problem, ki sem mislil, da bo pri tem zajtrku, je to, da bo, ker sta oba dva samo sladka in zdaj mi je prišel cuker. Tako da, tukaj imam še par kosov tega prosciutto di Parma, tako da bo malo slano skupaj z temi najbolj nezdravimi belimi toasti. To sem tudi kupil za challenge. To nisem kupil za challenge, ampak je v hladilniku, tako da pride prav, zdaj malo slano in te kruhki pa ja. En kos kruha in 2 prosciutta. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
In evo folk, prvi obrok is down. Imamo 1805 kalorij. Imeli smo 160 gramov od tistih kosmičev. Vseh 6 tistih cookie sensations. Te so me ubili, res so bili ful preveč sladki. Potem 2 kosa toasta, ki je prišlo 50 gramov tega toasta in 4 kose pršuta. To bi prišlo na 60 gramov, vse skupaj sem rekel 1805 kalorij. To je bil naš prvi obrok. Kakšen je malo plan za danes, kako sem strukturiral cel dan, v bistvu sem si rekel, da bom zdaj bom bil še malo doma. Zdaj je ura 10 pa 15. Tako da zdaj bom po mojem do nekih 11 doma, chillal, YouTube, malo gameov. In potem okoli 11 pa grem v fitness narediti en kratek kardio, 20-30 minut incline walka. Danes načeloma je rest day, tako da kardio itak pač ni trening kot trening, ampak sem se odločil, da vseeno, ker je ta challenge, bom izkoristil, pač bom vseeno šel narediti trening. Nek pump trening, v bistvu samo roke, po mojem, tipo samo biceps, triceps, lih za malo dobiti pump, ampak spet pri tem, da mi pomaga, da pridem lažje skozi ta dan. Tako da se vidimo ob naslednji hrani oziroma, ko grem narediti kardio. Minutni kardio finito, kot smo rekli. Incline kardio, lisk kardio. In ti smo malo potem, tako je malo prelej. In zdaj se vidimo na naslednjem obroku. Begam domov, stiram in pol se vidim na naslednjem obroku. Let's go. Ko sem se počel. Hey, yo, what's up, you beautiful people? Next meal is... Kaj, če nisem tako svetu? Ok, hvala. Next meal is here. 2 pice folk, oziroma 2 pici. 1 margarita, man. Look how beautiful, bro. Bro, just... Lepa. Zdaj bomo naredili two-handed, da se to ne zgodi spet. In ena z pršutom, ki je notri, in grana padanom, še dodanim gor. Torej, to je navadna margarita še s pršutom in... Oziroma, to ni pršut, to je panceta, se mi zdi. Panceta in še tisti grana padano sir dodaten. To in 3 majhne Coke Zero, ki sem si jih namerno vzel. Let's go, next meal. Ker sem fair-ass, jih bom narezal na 4 kose. Da mi izgleda mentalno, da je manj, da bom 3 pojedel. Kaj če vame, brapo, daj mene zaostri. Beautiful. Margarita down, zdaj gremo na to drugo z panceto in še grana padanom. Torej ta druga je v bistvu težja, večja, ima več kalorij. He fucking that shit up. Oh, God. Dobro. Ta panceta pa še.
Če si Jesse James West fan, veš, kaj bom rekel. Last bite, best bite, baby. Done. Zdaj bomo folk samo probali razumeti približno, koliko imajo te pice kalorij. Približno. One pizza margarita. One pizza margarita 33 cm diameter. Nisem zmeril, koliko je bila. Tako da približno od tega roba, to je zdaj enkrat, tako da recimo tu -1, torej od 1 do tega roba 35, torej 34 cm je bila ta naša. Tak je 33 cm diameter, tle piše 1800 kalorij. Zdaj ne vem, meni se to zdi absolutno ogromno za eno pico margarito. Vidiš, ta zgleda tako, kar 30 cm homemade pizza. No matter type, that equals, carbs, 620 in kao da pride, evo, zdaj piše tam kalorije, kao 1100 piše za to. Ampak recimo, ne vem, hočem biti pošten. Recimo, da je margarita imela, evo, 1100. Margarita je imela 1100. Ne vem, če exaggeratam, ampak bila je kot ta škatla, široka. 34 cm diameter, ali mogoče 33, ampak bila ne večja kot vse te. In una druga je bila v bistvu tudi pica margarita, samo je imela še en sir gor in tisto panceto. Tako da to recimo, da doda še enih 300 kalorij, recimo, nekaj tašnega. 2500 sta bile te dve pici. Na lunch sem dal 3 te pice, kao 26 cm in pride 2500 kalorij. Tako da jaz sem imel dve pice 33 cm diameter, približno do onega, ki smo pogledali, recimo, da je to. S temi dvemi picami smo zdaj na 4367 kalorij. Evo me folk, stuškal sem se in naslednja stvar je tu. Yes, sir. Ne more biti prvi 10K challenge brez Ben & Jerry's. Vzel sem cookie dough, 270 kalorij na 100 gramov, ta cel pa je 400 gramov, tako da ne bom ga zdaj po mojem celega pojedel, ampak in ne bom ga niti zdaj zapisal v kalorije, ga bom zapisal v kalorije, ko ga bom celega pojedel, ampak si bom dal pač kot stvar, da tega celega cookie dough pojem do konca dneva, do polnoči, kot smo rekli. Sem ga mogel dati malo. Amin, dober. Ej, yo, my fat ass. Pojedel sem skoraj vse. Spet imam sladkorni napad, ker to je sladko za ful. Sladko za ful. Ampak ja, evo, to je update, to si bom še malo pustil za pozneje. Zdaj je ura že skoraj 4, tako da a lot of food, ampak evo. Ta cela je 1000, tako da to bo, še ta majhen del bo na koncu dodal 1000 kalorij, to bomo zapisali kot 1000, tako da recimo, da smo zdaj, če upoštevam, da bom še to pojedel pol na koncu, smo na 5700, kar je v redu, ampak sem kar bloated, bi si rekel, tako da see you on the next meal. Lihkar sem si naročil naslednji obrok in to bojo wingsi, neki barbecue chicken wings. Mislim, da jih je bilo 12 v porciji in ene onion ringse sem si naročil, tako da to bo next malo večji meal, medtem ko pa čakam good old KitKat. Tako da zdaj sem tudi v aplikacijo, sem skeniral Ben & Jerry's, ki itak sem ga pojedel večina in ga bom pojedel potem zvečer še do konca, to bom še pokazal, ampak sem ga zapisal. Ben & Jerry's je prišel na 1100 kalorij, plus ta KitKat, to je 200 kalorij. Food 5800, ne, 5680. 5680. Bože.
Tako da se vidimo, ko dobim wingse in onionse. Dvanajst barbecue chicken wings, ok, da mi bo še to padlo ven, in onion fries, ki sem jih preštel in jih je 10. Vse skupaj sem že zapisal v MyFitnessPal in bom pustil screenshot tukaj. Torej 12 chicken wings to sem v bistvu našel to neko povprečne kalorije, ki sem našel za wingse in to ta neka kalorije, ki so se največ ponavljale. Torej 12 wingsov 960 kalorij in 10 ringsov 733, tako da to doda 1700 kalorij, ta obrok. In vse skupaj, folk, smo trenutno na, časi da zaostri, tam pogledajte, food, ki piše 7374, tako da zdaj s tem obrokom smo na dobri poti, ura je 10 do 7, je še kar večer. Ta obrok bom zdaj zmazal, kot ste videli, gleda se Top Boy, prijak serija. Gleda se Top Boy, to bom pojedel in okoli 8:30 grem narediti v fitness en hiter trening. Bro. This MF is juicy as fuck. Kaj se je čulo, kako so juicy? This shit getting hard. Ali bo uspelo še kar lagano. Še 3 wings imam in še 3 onionse. Shit is getting hard. Not a fun experience. Ne, pač, jaz tudi, ko sem gledal te youtuberi, ki so delali te 10K challenge, se mi je zdelo ono ful se uživa v tem s to hrano. It's not like that, bro. Don't do it. Da bo ta challenge malo lažji, bova midva šla na en zdaj sprehod, da se meni to, da bom lažje prebavil hrano. In potem grem jaz folk narediti tisti kratek trening, ki sem rekel, roke. Kot vidite, sem res pač umiram od hrane. Not fun. Nisem mislil, da bo tako. Mogoče sem jaz slabo zbiral hrane, sem zbiral neke prizadete hrane preveč, ampak to je šahmat, pač šahmat. Tako da se vidimo po treningu na zadnjem obroku. Prišli do zadnjega današnjega obroka. Kot ste videli, McDonald's naročilo, 9 McNuggsov, Generous Jack burger, crispy chicken wrap, veliki pomfri, 4 te majhne No Zero, za končat brownie in
in še tisto malo, kar je ostalo od kukidoja. Tako da 11:50, tako da let the last round begin. Sedim s tem kosom repa v roki in ne vem niti, kaj bi sam s sabo. In imam kam še Ben & Jerry's in browniese. This je hard, bro. Pa mi bo uspelo še kar lagano. Tukaj bom dal zdaj screenshot, od koliko kalorij je bila večerja. In sicer Generous Jack je bil 720 kalorij, wrap je bil 430, McNuggetsi tudi 430 in veliki pommes frites 444. 9397. Ura je 7 do polnoči. Jaz sem v bistvu prvi obrok pojedel ob 10, tako da je v bistvu trajal cel challenge 14 ur in ne en dan, ampak dobro, to je moja napaka, da nisem že na začetku rekel tako. Ne bi pa se mi niti dalo, edino mogoče, da bi se zbudil malo prej. Jaz bi zdaj mogel pojesti še enih par teh, še tipo več kot pol paketa, ampak samo ko pomislim na te brownije, mi naredi slabo. Jaz ne morem živeti. Jaz upam, da se vidi, kako jaz ne morem živeti. This shit sucks.
evo me folk, naslednji dan, zjutraj sem tudi bil že pri frizerju. Folk, jaz umiram. Danes umiram, zjutraj nisem jedel nič. Danes po mojem sploh ne bom nič niti pojedel, sem še eno poln. Failal sem challenge za res malo, kaj je 600 kalorij mi je zmanjkalo. Če gremo pogledat, koliko sem imel. Na koncu dneva sem imel 9397 kalorij, od tega 349 gramov beljakovin, 970 gramov ogljikovih hidratov in 443 gramov maščob. Včeraj zjutraj sem imel 89 kg, danes zjutraj sem jih imel malo več kot 92. Tako da ja, ampak dobro, to ni problem, to je v bistvu večinoma voda, ki bo pač z prebavo, z mojim zelo hitrim metabolizmom, se bo v parih dneh to nekako popravilo, ne celotno, ker nekaj škode takšni challenge tudi naredijo. In kot sem rekel, folk, res tega challenge ne priporočam nobenemu, razen če delaste content glede tega. Ampak folk, ker mene ta poraz me boli notri, tako da folk, če ta video pride v enem tednu, torej do naslednje srede ob 6, do 500 lajkov v enem tednu, bom še enkrat probal ta challenge, ampak tokrat 11.000 kalorij, tako da je tudi težje zame glede na to, da sem failal tega. Če si prišla do konca videa, pokaži mi Late Gang, koliko nas je. V komentar komentirajte emoji od burgerja. V descriptionu kot vedno imate link za Gym Beam, torej za vse supplemente, oblačila glede gyma. Lahko uporabite tudi mojo kodico MAX5 za 5% popusta in mene osebno podpreti. In zelo pomembno, v descriptionu imate tudi link do mojega Instagrama in TikToka. Folk, to je bil 10K Calories Challenge. Toliko malo nam je manjkalo, ampak naslednjič verjamem, če pridemo do 500 lajkov, da nam bo uspelo 11.000 kalorij. To je to od mene, folk, in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace! In spet sem se zabil reči, če še nisi, se subscribe in like absolutno.